Predstavniki strank NSi, SDS in SMC so predstavili zahtevo za sklic nujne seje dveh parlamentarnih odborov z naslovom Stopnjevanje sovražnosti, izključevanja ter napadov proti posameznikom in organizacijam na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora. Sklic zahtevajo tudi poslanske skupine SNS in Narodne skupnosti. Pobudniki sklica so bili v poslanski skupini NSi. Uvodni nagovor je imel vodja poslanske skupine Jože Hrovat, ki je dejal: Vložitev zahteve za sklic nujne seje dveh odborov Državnega zbora smo časovno zavestno umestili v teden, ko smo praznovali državni praznik, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. In še danes smo natančno 8 mesecev po sprejemu etičnega kodeksa za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije. Najmočnejše orodje parlamentarcev je beseda. Besede imajo neverjetno moč. Vse naše izgovorjene besede predstavljajo odtis, ki ga vsak dan znova in znova pustimo v svetu. In te besede določajo, kako nas drugi sprejemajo in določajo to, kdo smo. Besede imajo neverjetno moč. In če so primerno izbrane, lahko naredijo veliko dobrega. Ja, veliko dobrega. Zakaj torej ne bi izgovarjal besed, ki navdihujejo, besed, ki ne tlačijo, besed, ki vzbujajo hrepenenje, besed, ki ne ubijajo? Zahvaljujem se kolegicam in kolegom, ki so našo pobudo Nove Slovenije, razumeli kot pomembno za naš čas in pobudo tudi vsebinsko dopolnili. To so poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, z nami je kolegica Alenka Jeraj, poslanska skupina Stranke modernega centra, z nami je kolegica Mateja Udovč, Slovenska nacionalna stranka in poslanska skupina Italijanske in Madžarske narodne skupnosti. K sopodpisu smo povabili vse poslanske skupine. Socialni demokrati, SAB in Desus so nam odgovorili. LMŠ in Levica nam niso odgovorili. Spisali in podpisali smo zahtevo za sklic nujne seje odbora za pravosodje in odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo s točko dnevnega reda stopnjevanje sovražnosti, izključevanja ter napadov proti posameznikom in organizacijam na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora. Mi ne želimo biti politično sodišče, to ni namen zahtevane seje. Naša naloga pa je, da budno spremljamo dogajanje v družbi in na negativne, sovražne pojave pravočasno in učinkovito odreagiramo v skladu z našimi pristojnostmi, predvsem pa z našim zgledom. Želim si, da bi iz besednjaka parlamentarcev, slovenskih parlamentarcev, enkrat za vselej izginile besede, kot so fašisti, kriminalci na oblasti, kriminalna združba, golazen in tako naprej. Poslanka SDS Alenka Jeraj je opozorila. V Slovenski demokratski stranki že leta dobivamo različne grožnje, žalitve in tako naprej, še posebej naš predsednik, gospod Janez Janša. Verjetno se spomnite grožnje policista, ki je zaradi tega, ker je grozil takratnemu predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši, izgubil službo, vendar ga je potem naslednja ministrica ponovno zaposlila v policiji. Če nekdo želi danes postati policist in bi v svojem dosjeju imel tako grožnjo zapisano, nikoli ne bi mogel postati policist. In ocenjujemo, da če do take grožnje pride, tudi nikoli več ne bi smel biti policist in nositi orožje, če je komurkoli grozil smrtjo. Nov absurd gledamo te dni, povezan z ministrom Hojsom,
ki je torej na zapis, da je pes, ki ga je treba likvidirati. Tožilka zapisala, da to ne predstavlja resne grožnje, še več to opravičuje in sicer z besedami, čeprav je komentar provokativen, je bil situacijsko pogojen in je odražal osebno notranje prepričanje osumljenca v zvezi z načinom delovanja, torej zaradi nestrinjanja s trenutnim načinom izvajanja vladajoče politike. Poslanka SMS Mateja Udovč je izpostavila. Naše sporočilo je jasno. V naši družbi ni prostora za nobeno obliko ekstremističnega nasilnega delovanja in za nobenega, ki v imenu svoje resnice odreka pravice do resnice drugega. Zato vse to obsojamo, odločno obsojamo. Kot liberalna stranka zagovarjamo enakopravnost, enake možnosti in medsebojnega spoštovanja vsakega posameznika in vseh družbenih skupin. Pa naj bodo to predstavniki istospolnih partnerjev ali pa predstavniki verskih skupnosti. V odzivu je bila kritična poslanka LMŠ Jerca Korče, ki je dejala. Druga stvar je pa, da če so pričakovanja koalicije, da bomo v LMŠ-ju kot v opozicijski stranki strpni, če si tako oni to razlagajo, do njihovih dejanj, do sumov korupcije in do podobnih zadev, potem si na nek način strpnost očitno razlagamo drugače. Tako da že tukaj moramo definirati, kaj oni razumejo kot strpnost. Druga zadeva je, da bi ta koalicija, oziroma predstavniki te koalicije, bilo dobro, da čas, ki ga namenjajo tej seji, namenijo najprej postavitvi ogledala samim sebi. Mislim, da bi ogledalo pokazalo odsev, da so kar nekaj časa sami spodbujali nestrpnost. Matej Vatovec ocenjuje, da gre za poskus preusmeritve pozornosti od nečednih poslov vlade. Da je nenavadno, kdo sklicuje nujno sejo o spoštovanju nekega nivoja izražanja. V Levici pa ocenjujemo, da je to nek poskus odmika od vseh afer povezanih s korupcijo te vlade, od povezav z različnimi sumljivimi davčnimi svetovalci ala Rok Snežič do peripetij z Zavodom Iskreni, pa nenazadnje, če se spomnimo tudi nabave tako respiratorjev kot mask, sedaj je pred nami afera s Skytoilom in tako naprej. Tako da v Levici ocenjujemo, da gre za poskus preusmeritve pozornosti od teh nečednih poslov vlade. Poslanec SD Marko Koprivc pa meni. Preusmerjanja pozornosti iz dejanskega problema, namreč seja se nanaša predvsem na zgodbe ministra gospoda Cigler Kralja, kjer smo ga v opoziciji, po se trditi, opravičeno spraševali o tem, kaj se je dogajalo pri razpisu, vezanem na Zavod Iskreni, katerega je minister ustanovitelj in do nastopa funkcije ministra tudi na nek način aktivni aktivist v tem zavodu. In potem, ko smo mi od ministra zahtevali konkretne odgovore pri dodelitvi visokih sredstev namenjenih za blaženje posledic korona krize, so zgodbo obrnili na nek način v smislu, da širimo sovražni govor, sovraštvo do katoličanov, do kristjanov in tako naprej drugače mislečih, kar nikakor ne drži. Glede sovražnega govora pa, spoštovani, če vas zanima, kaj je sovražni govor, se samo odprite Novo 24, da boste videli, kaj je dejansko sovražni govor.